Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in cenjene gledalke. V oddaji 7 si boste lahko pogledali pregled dogajanj doma in po svetu med 16. in 22. februarjem. Ostanite z nami. Desus je z dopolnilom 1. člena novele zakona o izvrševanju proračunov zagotovil nemoteno izplačevanje pokojnin tudi v primeru, če priliv v pokojninsko blagajno ne bo zadosten. Pokojnine se zaradi intervencijskih ukrepov države niso usklajevale že od leta 2010, zato so se dogovorili, da se bodo usklajevale v letu 2016 in da bodo ta sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2016. Evropsko sodišče za človekove pravice je januarja v primeru 2 žrtev posilstva razsodilo proti Sloveniji z odškodnino v višini 16.000 oziroma 4.000 evrov zaradi kršitve pozitivne obveznosti države oziroma prepovedi mučenja. Leta 1983 so M.A., ki je bila takrat 8 mesecev noseča, posilili 3 moški. Trojico so obtožili, a je bilo sojenje večkrat preloženo, na koncu pa so čez 11 let obsodili enega storilca. V drugem primeru je leta 1992 19-letni stric posilil 6-letno nečakinjo in jo silil v spolne odnose 2-krat tedensko vse do leta 1994. To zlorabo je prijavila šele leta 2000 in od prijave do končne sodbe je trajalo 9 let. V Oslu je okoli največje sinagoge več kot 1000 ljudi sklenilo človeško verigo v znak solidarnosti. Mladi muslimani so z judovsko skupnostjo pripravili teden po dvojnem napadu na Danskem, v katerem je bil ubit Jud. Roke je sklenilo več kot 1300 mladih muslimanov in Judov. Množica je vzklikala ne antisemitizmu, ne islamofobiji. S tem so želeli pokazati, da je humanost ena in so izpostavili, da je islam vera miru in nima nič skupnega s terorizmom. Kosovo bo Srbijo tožilo za genocid in bodo zahtevali odškodnino na podlagi obtožb o genocidu, izvedenem med vojno na območju Kosova v letih 1998 in 1999. Jugoslovanske sile so takrat pobile več kot 10.000 kosovskih Albancev. Kosovo še išče več kot 1700 pogrešanih oseb. Na Tajskem so sprejeli zakon, ki tujcem prepoveduje plačati tajskim državljankam, da postanejo nadomestne matere njihovih otrok. Spremembo zakonodaje sta sprožila 2 zelo odmevna primera. Prvi je bil deček Gemi, ki se je rodil z Downovim sindromom in okvaro srca. Avstralski par pa je vzel samo njegovo zdravo dvojčico Pipah. Drugi primer je bil Japonec, ki je odkril, da je biološki oče več otrok, ki so jih rodile različne tajke, ki so se odločile, da postanejo nadomestne matere.
Tistega, ki bo zakon kršil, čaka do 10 let zapora. Najem tajke za nadomestno mater bo dovoljen samo parom, pri katerih je vsaj eden od partnerjev tajski državljan in zato storitev ne bodo plačali. Nadomestno materinstvo je v Sloveniji prepovedano oziroma ni zakonsko dovoljeno. V Liberiji bodo odprli mejo, ki so jo lani zaprli zaradi množične okužbe z ebolo. Zdaj je število okužb z ebolo upadlo. V zadnjih tednih so znova odprli šole. Učitelji bodo učencem redno merili temperaturo. Imajo tudi klonirano vodo za umivanje rok. Prejšnji konec tedna je bilo v Mariboru smučarsko obarvano, odvijala se je namreč 51. Zlata lisica. V teh dneh je privabila rekordnih 24.000 gledalcev, samo 10.000 pa jih je bilo na obeh žrebanjih na trgu Leona Štuklja. Tina Maze je nastopila v obeh disciplinah. V veleslalomu je žal 3 zavoje pred ciljem končala na snegu. V slalomu je v drugem krogu povozila količek in odstopila. Mikaela Šrifin je slavila slalomsko zmago, Ana Feniger pa veleslalomsko. Od 18. do 21. februarja se je v avstrijskem Gradcu odvijala druga liga prvakov gluhih v futsalu oziroma DCL, na katero se je prijavilo 24 moških in 12 ženskih ekip. Med moškimi ekipami se je prijavila tudi naša ekipa iz Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki je pristala na 17. mestu. Pri moških so zmago slavili lanskoletni prvaki iz španske Huelve, drugo mesto je osvojil nemški Stuttgart in tretje ekipa iz nemškega mesta Karlsruhe, ki je tesno premagala ekipo iz mesta Essen. Pri ženskah je prišlo do presenečenja že v polfinalu, ko je ekipa iz Milana premagala lanskoletno prvakinje iz Moskve Youth. V finalu so proti moskovski ekipi Region prav tako z odlično igro slavile Milančanke. Tretje mesto je zasedla ekipa iz Moskve Youth, četrto pa ekipa iz Stockholma. Mariborčani so pristali na drugem mestu za najboljši fair play. Naslednja organizacija tretje lige prvakov gluhih v futsalu oziroma DCL bo leta 2016 v španski Huelvi. Hvala za pozornost in se vidimo ponovno prihodnji teden.